Pozdravljeni, dobrodošli, ponovno smo skupaj na meditaciji, kjer bomo spuščali očeta, Oče nas dejansko pelje v svet. Oče nam lahko pomaga, da zasijemo v tisti pravi luči, v tisti pravi božanski esenci, ker vemo, Oče, zemeljski Oče predstavlja v bistvu tudi energijo našega pravega, izvornega očeta, tako da bomo danes v tej meditaciji dejansko razrešili marsikakšno travmo, bolečino, karkoli ste morda nekoč ponotranili kot neko travmo. Malo retrogradni Merkur je ponagajal, tako da na Facebooku menda še nismo, bomo pa vsak čas tukaj na Zoomu, pa se slišimo, se vidimo. Malo napišite prosim v komentar, toliko da lahko vidimo, če vse štima. Simon, živo Simon, Majda, živo Majda. Ja, danes smo pri Simonu žurko. Simon, vse najboljše tudi za tvoj rojstni dan. Tako da se javljamo tukaj z mojo ekipo, Barbara tamle gleda, Alex na računalniku. Tako da se v te lahko kaj oglasili v živo, prav. Tako da vas malo vidim, koliko vas je. Menda je kar dobra žurka, kakor sem slišal. Barbaro prej. Tako da, odlično, Fani, lepo pozdravljeni vsi, posebno dr. Dejan. Ja, Fani, hvala. Milena, se vidimo, lep pozdrav vsem. Super, Milena, se vidimo, ja. Takole. Evo, danes smo imeli kar tako zanimivo srečanje, smo šli malo na kosilo z mojo ekipo, tako da je bilo luštno v kitajsko restauracijo in je bilo zelo lepo. Tako da ja, fajn je v bistvu kreirati nekaj lepega, nekaj dobrega za ta svet. Res dela to iz srca, iz tega notrnega zavedanja, ko res aktiviramo ta svoj popolni božanski potencial, to, kar v bistvu mi že smo. Od nekdaj pa smo seveda pozabili zaradi vseh težav, ki smo jih imeli v tem življenju, vseh travm, ki smo jih ponotranili, in tako opažam pri ljudeh, da res vedno ljudje v bistvu tako radi bežimo, Radi bežimo od sebe, radi bežimo od določenih situacij, ker se pač nočemo soočati, seveda, ker zadaj je bolečina, Ker kdo pa hoče, da ga boli, Kdo pa hoče se soočati s svojo senco, svojo temo, s svojimi temi najglobjimi vzorci, strahovi, zaobljubami, nizkovibracijskimi čustvi. Vse to seveda je proces. Jaz sem, kot vedno rečem, bil v dolgoletnem procesu, ko sem delal na sebi, vlagal vase, ogromno časa, energije, truda, v končni fazi tudi denarja, kar je danes to, dejansko ljudje se nočejo niti s tem ukvarjati. To je pomemben del življenja, torej da postavimo prvo, drugo čakro, finance, obilje, kajti to je tudi osnova, da nam potem vse ostale čakre delajo. Ljudje pa dostikrat bežijo tudi od tega dela življenja in seveda potem ne morejo pričakovati, da bodo dosegli neke višje nivoje. Smo live, super. Super, ja, na Facebooku smo tudi zdaj live, tako da super. Hvala, Alek, da si zrihtal. Tako da malo zamikov, ampak nič hudega. Itak posnetek bo pa cel potem gor, bomo tako potem naredili, Ok, da vidim, če vidimo tele komentarje. Kje so komentarji? Evo ga. Bom tudi potem videl. Ok. Tele se mi še ne pokaže. Aha. Ok. About posts. Dobro, se bo že pokazal, ko se bo tlele na strani. Prej sem bil zelo enostavno, samo en telefon, eno uno, pa vse delal, no problem, tle pa smo zdaj naredili orank, vse profi, je pa pol več tehničnih izzivov lahko, ker je več zadev za poštimati, tako da audio smo zrihtali, tako da mislim, da tole bo v redu, tudi muzika v zadju in to vse štima. Zdaj, začel bi z enim SMS-om, ki mi ga je poslala moja varovanka Majda, ko je dobila ta mail, ko sem napisal, glede mojega očeta, ko sem mu leta 2019 že napisal ta SMS, ki sem ga res iz srca začutil, zraven sem jokal, tako res iz globin sem res začutil to energijo,
te ponižnosti, ki jo rabimo v bistvu do očeta, gojiti seveda tudi do mame, ne, tako da danes bomo malo več fokusa dali na očeta, kajti te travme, te rane, ki so v bistvu v zadju, lahko seveda vplivajo potem na naše vsakodnevno življenje, ker oče predstavlja tisto prvo avtoriteto, ne, in dokler mi nimamo to postavljeno, seveda potem ne bomo znali z avtoritetami, bomo imeli tukaj težave, izzive, tudi jaz sem jih imel, ne, in potem seveda te določeni ljudje lahko dodatno inicirajo, imaš potem lahko dodatno izzive glede tega, ne. Ok, torej ta SMS gre takole. Dragi prijatelj Dejan, prej sem prebrala tvoj mail o tvojem očetu in sem začela močno jokati, ker tudi jaz odpuščam svojemu očetu. Za vsa neprimerna dejanja, grde besede, situacije, ki so se zgodile v otroštvu. On je tista duša kot jaz, on je tudi duša kot jaz in si verjetno ni znal sam pomagati pri vsem tem. Vse skupaj ni bilo tako drastično slabo, ampak je zelo zaznamovalo vsa moja telesa, dušo in energijo, ker sem bila otrok. Bila sem prestrašena in noben mi ni pomagal, ker niso vedeli, da se z otroci ne dela na tak način oziroma niso znali delati z otroci. Sedaj, ko poznam tebe, bom s tvojo pomočjo in meditacijami spustila ven to nekoristno energijo. Drugače pa je tvoj oče res lahko zelo ponosen nate, ker ima zlatega sina. Takih je v Sloveniji zelo malo, no jaz jih skoraj ne poznam. Res sem globoko hvaležna, da delam transformacijo preko tebe, ki si res master z velikimi črkami na tem področju. Uživaj življenje tako lepo še naprej, kot ga le ti znaš. Tvoja pacientka se je podpisala Majda. Ja, hvala Majda, no, za te lepe besede. Sem hvaležen, da delaš tako velike korake, tako pomembne korake na poti transformacije podzavesti, ne. Kot dostikrat omenim Junga, ne, vkolikor ne bomo spremenili svojih nezavednih ran, bolečin, vzorcev, vse to, ne, bo to vodilo naše življenje in to bomo imenovali usoda. Ja, dejansko pa nam usoda ne more dati več, kot lahko mi sami storimo iz nje, ne. To pomeni, da se je seveda potrebno z vsemi temi vzorci, vsemi temi strahovi soočati, kajti le tako bomo lahko v bistvu prišli na en čist nov nivo zavedanja, en nov nivo zavesti in bomo lahko res živeli sebe na novo. Ok, da malo pogledam, zdaj vidim tlele komentarje še na Facebooku, sem mogel osvežiti, no evo, sem po gruntu, mi je prišla dol informacija o sveži. Tako da vidim live stream tudi na Facebooku. Ada, lep pozdrav, Slobodanka, lep pozdrav, Katarina, pozdrav DMC Zdenka, super, odlično. Se vse sliši, vidi, ne, tako da gremo, zdaj smo na večjih platformah in zadeva deluje. Ok, odlično. Zdaj, če ste za, bi šli kar v proces meditacije, pa bi dali tisto metaversa, ne, sem ti nazadnje poslal glasbo in se lepo umirimo. Torej, zravnamo lepo hrbtenico, se umirimo telesno, čustveno, miselno. In predno začnemo z meditacijo, da vas še spomnim, da imamo na koncu za vas presenečenje, tako da ostanite do konca in ostanite v radostnem pričakovanju. Ok, nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo. Vdih čez nos, izdih čez usta. Vdahnemo mir, ljubezen, resnico, svobodo, varnost. Izdahnemo kakršnekoli skrbi, strahove, dvome, obremenjenosti, karkoli nas mogoče vleče dol.
Sedaj se osredotočimo na dnu hrbtenice, ob trtici. In bomo potovali po hrbtenici navzgor. Torej prva čakra, aktivacija. Odpremo energijo. In gremo više, druga čakra, spolna. Odpremo energijo. Dovolimo, da se energija dvigne više. In gremo, tretja čakra, solarni pletež. Tukaj so naši odnosi, čustva potlačene. In gremo še više, srce. Srčna čakra, odpremo to energijo. Odpremo srce. Začutimo. Še više, grlena čakra, čakra volje. Odpremo energijo. Še više. Tretje oko. Aktiviramo, odpremo tretje oko. In še više, kronska čakra. Odpremo to kronsko čakro kot lotosov cvet, ki se odpre. To je ta ananda, ta blaženost. Dovolimo, da se zgodi proces, da se energija odpre. Sedaj si predstavljamo, kako potujemo od vrha glave nazaj navzdol, torej mimo las, vratu, še niže dol, v predel desno od srca. In bomo šli sedaj poglabljati, torej zapustimo svoje fizično telo v predelu desno od srca in gremo skozi eterično telo, še globje. Še globje skozi čustveno telo. Skozi mentalno telo se potapljamo še globje vase. Skozi karmično telo še globje. Skozi intuitivno telo še globje. In se potopimo direktno v briljantno svetlobo duhovnega srca, lokaliziranega aspekta absolutne resnice v nas samih. Spustimo svojo pozornost in se zlijemo s to enostjo, s to izvorno enostjo, s tem, kar mi v resnici smo, brezmejni spirit, ki je eno z izvornim. In izrazimo namero za današnjo meditacijo. Torej, namera je izpustiti te rane, bolečine, preteklosti, vse, kar je povezano z očetom, vse, kar nas obremenjuje na poti do več obilja na vseh nivojih, na vseh področjih. Torej, iskrena srčna namera. Opustitve ran, bolečin, povezane z očetom. Bomo videli, morda se bo tudi mama
prikazala. In bomo še njo in njun odnos spuščali. Kajti vse to je na nas kot malega otroka zelo vplivalo. Morda se nismo takrat zavedali, ampak sedaj vemo, da smo kot spužva absorbirali vse informacije, vse besede, vsa dejanja, vso energijo svojih staršev, očeta in mame. In takrat je nastal ta osnovni program, osnovna matrica našega življenja. Ni pomembno, kdo je bil v odnosu, glavni ali oče ali mama. Pomembno je, da to energijo izpustimo. Lahko je bila mama bolj v moški energiji, kar se pogosto zgodi, in oče bolj pasiven. Ni pomembno, pomembno je, da izpustimo vse te rane, kakršne koli so že bile. Kajti te rane so nas oblikovale. Prosimo za milost izvornega, za povezavo s svojim spiritom, svojo brezmejno zavestjo, da nam pomaga v tem procesu. Sedaj lahko v meditacijo pokličemo svojega očeta. Ni pomembno, ali je v telesu trenutno, oziroma ali je zapustil že to zemeljsko bivanje v tem telesu, ki ste ga poznali, ali je še živ. Energija je večna. Pokličemo energijo očeta in pogledamo temu očetu globoko v oči. Ko duša dušo. Karkoli želimo sedaj izraziti, lahko izrazimo. Lahko ga tudi kaj vprašamo in on nam bo povedal nazaj. Dovolite si čutiti energijo. Lahko čutite tudi določeno rano, bolečino, vse je v redu. Dovolite si to sprejeti, spustiti. Ja, oče, hvala. Hvala za vse, kar si mi dal in za vse, kar mi nisi dal. Hvala za vse. Morda sem bila jezen nate. Morda sem zamerila, ker takrat nisem razumela. Nisem imela odprtega srca in nisem začutila tudi tvoje rane bolečine, ki si jo nosil s seboj. Sedaj lahko odprem srce, sedaj lahko začutim sočutje, ki je najvišja oblika ljubezni in v resnici zdravi. Tisto pravo sočutje, milina, toplina, ljubezen, sprejemanje, odpuščanje. Če ste še v procesih jeze, žalosti, bolečine, dovolite, da te energije odidejo. Ne zadržujte jih več. Sedaj smo zbrani v skupni nameri in je energija še toliko močnejša. In lahko vse to lažje izpustimo.
Oče, hvala. Moj globok poklon in moje globoko spoštovanje. Hvala, ker si. Hvala, ker si mi dal točno to, kar si mi imel zadati. Hvala, ker si tukaj. Hvala za vse. In vsak s svojimi besedami pove tudi tisto, kar začuti. Vsak dela individualno in hkrati skupinsko, drug drugemu pomagamo transformirati energije. Ti skupaj gre lažje. Sedaj se spomnimo še svojega pravega, izvornega očeta, tistega, v katerega itak vsi prihajamo. Hvala izvorno. Jaz in moj oče sva eno. Tukaj več ni ločenosti. Vsa iluzija matrice se tukaj lahko razbije. Lahko samo še smo v tej sveti enosti. Oče, Sin, Sveti Duh, Sveto Trojstvo. Priklonimo se tej neverjetni energiji, temu čudežu življenja, ki smo mi sami, da lahko bivamo tukaj na tem planetu zdaj, da lahko dihamo. To je milost z višjih nivojev. Imamo priložnost, verjetno največjo kadarkoli v dosedanji zgodovini človeštva, da se res osvobodimo in osvobajamo na vseh nivojih, fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem. Da res se spomnimo, kdo v resnici smo. In potem to živimo. Dokler nam je dano bivati na tem planetu. Potem bomo odšli kam drugam. Morda se bomo še sedaj osvobodili. Ko dajemo iz srca, se sami osvobajamo. Začutite sedaj te energije. Kako imamo eno neizmerno podporo. Kako smo globoko povezani med seboj. Kako ni naključje, da smo danes tukaj. Kako je vse točno tako, kot mora biti. Ko spustimo vse egotripe, lastne, prepomembnosti, prepotentnosti, takrat se samo ponižno priklonimo celotni kreaciji, vsemu, kar je. Samo začutimo, kako vse teče samodejno, kako v resnici ničesar ne delamo mi, ampak je vse njegova kreacija. In lažni ego se samo lahko umakne, ker tukaj ne more več nič povedati. In izgubimo oči na boj. In takrat je presežen. Takrat smo lahko vsaj za nekaj trenutkov svobodni, osvobojeni, iluzije te matrice 3D. Lahko gremo onkraj in rečemo I am, jaz sem. Eno z izvornim. Začutimo sedaj to enost, to povezanost.
Sedaj lahko pokličemo, če začutimo tudi svojo mamo v to meditacijo. In poglejmo ta odnos očeta in mame, kakršen je pač bil. Lahko je bila tudi nadomestna mama, ni pomembno, ampak tista, ki vas je vzgajala. Začutimo to energijo mame, te ženske esence. Morda je bila mama stroga, morda je bila avtoritarna. Morda je nadvladovala v družini. Morda je imela vedno kontrolo, vedno prav. In vi ste se kot podredili. Začutimo sedaj te energije, ki so bile težke, naporne. In nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo. In si dovolimo, da te energije izpustimo, da se ta energija enostavno transformira, pošlje nazaj v svoj izvor. Vsa napetost, bolečina, stiska, strah, nemoč, žalost, razočaranje, nemir, dovolimo, da to odide. Lahko izrazite mami, karkoli želite izraziti. Lahko poveste. Ni važno, ali je že zapustila to telo. Ja, mama, hvala za vse. Za vse bolečine, za vse dobro. Za vse. In moj globok poklon in moj globoko spoštovanje. Hvala, ker si. Hvala, ker si mi dala življenje skupaj z očetom. Hvala za darilo, za priložnost, da lahko naredim svojega življenja mojstrovino. Hvala, ker lahko služim, ker mi je dano, da lahko pomagamo tudi drugim, svojimi unikatnimi darovi in talenti. Hvala za ta darila. Ni bilo vedno lahko. Mnogokrat smo trpeli. Mnogokrat smo bili neslišani, nevideni, nesprejeti, spregledani, potlačeni, zaničevani morda. Ampak vse to je bila naša iniciacija. Vsi ti ljudje so v nas prebujali notranjo moč, ki jo sedaj zajemamo s polno močjo. Ta notranja moč, notranja jasnost, notranja resnica, svoboda, hvaležnost, milina, toplina. Začutimo sedaj te energije. Ja, mama, hvala. Hvala za vse. In sedaj poglejmo očeta in mamo skupaj. Kako sta ona dva funkcionirala, kako sta živela? Kakšen je bil potem naš odnos? Kako smo mi živeli svoje partnerske odnose? Ali smo prenesli vzorec očeta in mame? Ali smo tudi v partnerstvu trpeli, se odrekali? Bili neslišani, nevideni, spregledani morda. Poglejmo sedaj to energijo in ta prenos tega vzorca očeta in mame, kar se vedno pokaže v individualnih psihoterapijah, ko dejansko ljudje prevzamemo vse te energije in nas na nezavedni ravni privlači ta bolečina, ki nam je blizu, in v bistvu se zaljubimo v to bolečino in to privlačimo v svoje življenje in potem odigravamo ene in iste drame, ene in iste vloge z drugimi dušami na tem planetu. Poglejmo ta vzorec.
zavestimo, sprejmemo, spustimo. Začutite, da vas začne energija kar vrtinčiti, kot je sedaj mene. Se kar na stolu vrtim. Dovolite, da procesi tečejo. Kajti smo v globokem transformativnem procesu. Samo opazujete in dovolite, da se zgodi, kar se ima za zgoditi. Sedaj poglejmo svojega notranjega otroka. Poglejmo to zgodbo staršev še. In poglejmo, kaj smo mi doživljali kot otrok. In lahko sedaj pogledate fantka ali punčko direktno v oči in kot odrasli jaz izrazite tisto, kar želite izraziti. Morda je še ostalo kaj te rane bolečine. Sedaj lahko to zjokate. Začutite te energije. Izrazite, karkoli želite izraziti. Sprejmete energijo. In ko se vzamete v naročje, začutite. Katere energije, katere vzorce, blokade, karkoli ste morda ponotranjili. In predihamo še to energijo in sprejmemo in spustimo vse, kar nam več ne služi na tem nivoju. Lahko poveste temu notranjemu otroku: rada te imam, hvala ti, ker si, sprejemam te, vidim te, čutim te, ljubim te, spoštujem te. Hvala ti. Dovolim ti, da se zaceliš, da se pozdraviš. Dovolim ti, da sedaj sprejmem vse in spustim vse, kar mi več ne služi. Da delujem kot odrasli jaz, ki je že zaceljen. Da ne delujem več iz svojih ran in bolečin. Ampak delujem iz tega polja resnice, izvorne resnice, ki leži znotraj mene. Da se res lahko odprem in predam in zaupam temu življenju in vsemu, kar je.
Sedaj pogledamo nekaj trenutkov, ko smo bili popolnoma srečni. Začutimo sedaj te energije, kjerkoli že smo. Lahko smo na travniku, lahko smo na morju, lahko smo kje drugje. Začutimo to božansko radost, to igrivost, to veselje do življenja. In si lahko zakodiramo to energijo, ne vem, lahko date 2 prsta skupaj ali pa nekaj naredite, da bomo zdaj se zavedno zapomnili te energije in jih boste kadarkoli lahko takoj priklicali. Torej odpiramo se sedaj na mir, na ljubezen, na resnico, svobodo, radost, igrivost, tisto popolno srečo, ko smo samo brezkončno v tem neskončnem oceanu obstoja, v večnem tukaj in zdaj povezani s seboj in s celotnim stvarstvom, celotno kreacijo vsega, kar je. Čutimo ta mir, svobodo, resnico, ljubezen. In sedaj se s to energijo priklonimo ponovno staršem, očetu in mami. In oče nas lahko popelje v svet. Gledamo, kako radostno in igrivo gremo z očetom v svet. Kako nam pomaga, da zares zasijemo v svoji pravi luči, v svoji izvorni božanski esenci. Ko odpustimo, ko sprejmemo vse, kar je bilo, da je bilo tako najboljše za nas, takrat se dogajajo čudeži. In takrat se vso obilje vsega dobrega odpira za nas. Tako res začutimo to energijo. In lahko začnemo živeti sebe, to, kar v resnici smo. Onkraj vseh iluzij, plasti, vzorcev, občutkov, ki so kreirali naše iluzije, v katere smo se tako uspešno ujeli in te igre igrali. Ogromno življenj. Ne samo to življenje. Poglejmo to božansko lilo, to božansko igro. Ko smo se dejansko šli nešteto življenj, določene igre. Enkrat smo bili good guy, dober, enkrat bad guy, slabi kao, ne. Enkrat žrtev, enkrat storilec. Ta neskončna igra, ta božanski ples, ta maja, iluzija te matrice. Poglejmo vse te igre z višjega nivoja. In se zavedajmo, da so bile te igre potrebne za to, da se v bistvu samo spomnimo, kdo zares smo. Ker smo pozabili. Kajti vse, kar se nam je dogajalo, nas je iniciralo, nas je aktiviralo, da smo lahko začutili svojo pravo, izvorno, božansko esenco. To pravo, izvorno enost, ki leži znotraj nas. Učitelj je znotraj. Predaj se in videla ga boš. Začutil, začutila ga boš. Samo predaj se in zaupaj življenju. Dovolimo si živeti sebe. Dovolj je bilo tlačenja samih sebe. Dovolj saboterjev notranjih. Dovolj tega, da jaz ne znam, da ne zmorem, da nisem dovolj dober, dobra, da moram še trpeti, garati, ne vem kaj vse. Dovolj. Spustimo še vse te umske vložke, ki nam jih pošilja ta mental. In rečemo hvala. Hvala, moj
Tudi brez tebe ne bi preživel, torej brez teh obrambnih mehanizmov me ne bi verjetno več bilo. Hvala. Moj globok poklon in moje globoko spoštovanje tudi tebi. Intelekt, ego, kakorkoli. Hvala ti, bodiva prijatelja. Ampak jaz kot duša, kot zavest, kot spirit vodim svoje življenje. Jaz kreiram iz sebe. In ego je samo služabnik, ki mi služi. Pomaga, da lahko delujem kot osebnost v tem svetu. Da lahko kreiram, da lahko se izražam. Ampak ni več direktor mojega življenja. Hvala. Še enkrat izrazimo hvaležnost za celoten proces te meditacije. Hvaležnost očetu, hvaležnost mami, hvaležnost izvornemu, hvaležnost sami sebi, hvaležnost celotni ekipi, hvaležnost za vse. In moj globok poklon in moj globoko spoštovanje vsem, ki ste sedaj tukaj, ki ste sokreirali ta proces. Ponovno se osrediščimo v predelu srca in lahko začutite tudi svoj fizični utrip fizičnega srca. In ko se sestavite lepo skupaj, ko se nazaj postavi, lahko kaj napišete v komentar oziroma se tudi v živo javite. Bo Alex potem omogočil tudi javljanje preko Zooma v živo, oziroma tudi na Facebooku lahko napišete vaše izkušnje te meditacije in potem sledi še presenečenje, pa malo zabave na koncu. Super. Hvala. Se pa lahko damo Can you feel the love tonight? Tisto, kar sem prej poslal, ja. Zdaj bi se naučimo. Ljudje se nočejo niti s tem ukvarjati. Tlele tole. Ok, Aleksej, hvala Aleksej. No, če bodo tili komentarji se osvežili, moramo še pogledamo na Zoom. Fajn je, da smo sede v meditaciji, tle vide na Zoomu en komentar, drugače pa ni panike. Olga, lep pozdrav, ja, Tanja, to je še zahvala zdajle, hvala. Se bo kdo še javil? Je omogočeno, ok, tako da če želi kdo se javi tudi preko Zooma, oziroma ja, preko Zooma se lahko, tukaj bom pa še itak pol komentarje videl, tako da malo je zamika, tako da bo kakšno minuto, da se tole nabere. Ja, Marinka, ja. Vedno so pa se prestopilo. Ja. Je bila zelo čudovita meditacija, močna. Ja. Srečanje z zemskim hitom, z deviškim očetom, polno ljubezni in brez funkcijo v telesu. No, lepo. Je bilo pa temno, če Hvala tebi. Namere delujejo v delu, v tej delam, te druga šipnja, ker tak je bila zdaj. Odlično, hvala tebi, hvala.
Super, še kdo se bi javil v živo? Tamle je ekipa, Simon, ekipa, javite se, če še žurate. Res bi si. Ja, Hvala. In vse ekipe. hvala Vida, hvala. Lepo živijo. Super. Darja, ja, izvolite. Hvala, enako. Tukaj še Fani napisala, hvala Dejan za čudovito izročilo meditacije, spodila si bom misli Mihe Šaleharja, ki je zapisal v knjigi Postolovec zmote, najbolj zajebana bitja na svetu so lastni otroci. Njim pa lastni starši. Pomembno se je zavedati tega izročila, res hvala. Super, ja, hvala. Hvala Fani, lepo. Ja, FB ni bil od začetka leja, tako da brez skrbi je pol vse gor. Gregor, hvala, Alenka, pozdrav, kdaj bo naslednja meditacija, ne vem, kaj so postavili vse, je treba imeti ekipo, zdaj nisem več sabne, tako da. Nuša, hvala Dejan, danes že cel dan v zdravilni energiji, povezana z dušo, mir, ljubezen, zdravje, naj nas vodi, res je Nuša, hvala. Milena se zahvaljuje, hvala tebi in vsem udeležencem meditacije, hvala Milena, odlično. Takole, evo ga, pogledam še Facebook, Marija, hvala, čeprav še težko osredotočim na mamo in očeta, ker nisem živela z njima in očeta sploh nisem vedela, so pa energije pritegnile zadnjo resnico, hvala. Hvala Marija, Brigita se zahvaljuje, Karmen, hvala Dejan, Slobodanka, hvala Dejan, hvala vsem, dosov solajšanje, hvala Slobodanka, me veseli, da je šlo ven. Odlično, takole, vidimo, če je še kdo. Vesna se zahvaljuje, čudovita meditacija, hvala Vesna, odlično, si videl, če tlele še, lahko tlele lažje vidim, ja, tle veliko več komentarjev mi pokaže na telefonu in zakva. Takole, Mojca se zahvaljuje, hvala Mojca, Zdenka, Srček, Uroš, Dejan, hvala, super si, Uroš in Laura, ja, super, hvala Uroš, odlično, evo. Takole, če se bi še kdo javil, lahko zdaj, potem pa pride moja Barbara, da malo poveva za retreat, ki se nam približuje, torej 27. do 29. smo v Bohinju, v živo in vas res vabimo, Alex bo dal tudi link, smo glih prele finiširali landing page, PDF dokument za podrobnostmi boste še prejeli, a ne boste še dobili, tako da, ampak v Bohinju bo zelo močno, imeli bomo vse elemente, ogenj, voda, zemlja, zrak, ne, čudovite take meditacije, kot je bila današnja, lahko se boste tudi kopali v jezeru, tisti, ki ste bolj pogumni, ne, seveda prej bomo delali te starodavne dihalne vaje, tako da bomo ogreli telo in bomo šli res skupaj potem lahko tudi noter. Kakavo obred bo za odpiranje srca, res original kakavo obred, tudi iniciran z določenimi šamani, ki je res močan, tako da bomo lahko tudi tukaj zelo veliko spuščali energiji in odpirali svoje srce in res začutili tisto pravo esenco, ne, tega, kar v resnici smo. Zdaj glede samega poteka, zdaj le bomo sam za ene pol minutke naredili to, da Barbara pride, pa smo takoj nazaj, malo še kar počakajte. Evo, pozdravite lepo Barbaro. Ona se javlja na telefon, ne, pa vse. Tako da njo kličete, oziroma jo dobite na telefona, ne? Ja, to sem jaz. Ja.
No, Barbara, kaj nas čaka na retritu, še boš malo povedala? Ja, midva z Dejanom sta se letos odločila, no, da bova vas popeljala v ta prečudoviti Bohinj, tako malo mističen, malo skrivnosten, a ne. Glede na to pa, da ste se lansko leto majčkeno podajali želje, te moje zlate sestrce, da bi rade majčkeno več udobja, sem letos za to pač poskrbela, Ja. tako da bomo spali v enem čudovitem hotelu s spajem, kjer si boste lahko pač tudi telesa majčkeno oddahnila in regenerirala. Tako, bazen je tudi savna, ne? Tam na zajtrk imate lahko tudi v zunanjem bazenu, v Whirlpoolu, tako da možnosti je več kot dovolj. Ja. In za hrano smo tudi nekako se potrudila, no, da boste jedli v takem starem gostišču, kjer ponujajo lokalno pridelano hrano, nič procesirane, veliko dajo poudarka na res na tem zdravi hrani, tako da jaz upam, da boste zadovoljni, tako da se kar odločite, no. Tako, Aleks je dal tudi link, a ne, lahko se že prijavite, poklukate, kaj boste imela, ne, torej nočitev z zajtrkom je Tako da bomo, itak, a ne, ja. pol pa kosilo ali večerja, oziroma oboje lahko tudi, kosilo bomo imeli zunaj, a ne. Kosilo bomo imeli, samo večerjo imamo prvi V petek, v hotelu, potem bomo pa pač v bližini uskovnice oziroma teh točk, no, da bomo imeli bliže, da bomo imeli neko pozno kosilo, ker nas pač v soboto čaka še kakavo obred, ogenj, zabava, Tako, radost, veselje, igrivost, ples, radost. to nikoli ne manjka, ne, pri nas. Ne, to Ja. pa ne. Ne. Zdaj poskrbel še Ja, za to- globlje transformacije, Tako, ja, tudi spiriti nam bojo ostali v strani, tako da zvončke bomo imeli tudi, ne. zvončke, vse bomo. Tako je ogenj, voda, zemlja, zrak, vsi elementi, tako da bomo balansirali se res na vseh nivojih in se pripravili za vse iniciacije, ki nas še čakajo, ne. Tako, ja. Ja, mogoče samo še o energijskih točkah poveš, Ja, začel bi nekako s tem mogočnim slapom Savice. ja, Tam damo namero, kaj želimo s tem retritom, tako da se začne res s tem powerjem in vodo, ki je tam več kot podporna, a ne. Drug dan bi pa obiskali uskovnico, neko planino, kjer so močne energijske točke. sem gledal po Schumanu, ja, Schumanova resonanca je tam, ne, Zelo zelo močna, ja. močna energija. Po teh pokluških gozdovih, no in še kakšna skrivnost in presenečenje se tam Tako. obeta. Vedno. Vedno, ja. Potem v bližini pa to kosilo, no, kjer se zelo si trudijo za res dobro kosilo. Menija vam ne bi zdaj razpredala, ker Ja, bo bomo presenečenje. No, tako pa se bomo tam tudi lahko še kaj dogovarjali, če bo imel kdo kakšne posebne želje, kakšne zdravstvene težave, no, tako vse bo možno. Tudi to je to. Super, evo, odlično. Odlično, hvala. Zdaj še preberem par komentarjev. Barbara, Dejan, hvala za to lepoto, kot da me je posrklo življenje, omotično od lahkotnosti sem jokam od ganjenosti, hvala ti, dragi Dejan, da si. Hvala, Barbara, to je verjetno Barbara Žgavec, a ne? Če sem prav začutil. Nuša, Milena, hvala, Majda tudi. Olga se tudi zahvaljuje, zelo močna meditacija je bila v duhu povezana s starši, predvsem z očetom. Me je na trenutke začelo majati desno, levo, tako močna povezava z najdražjim, je res božansko, takrat da si v nebesih. Hvala, hvala Olga, hvala tudi za vse komentarje na YouTube videih, spremljam, vidim, hvaležen. Pa še na Facebook pogledamo. Jadranka se je zahvalila, končno sem se objela in na koncu se je pretočila tako močna energija skozi mene, da mi je postalo prijetno toplo srča. Hvala, hvala Jadranka tebi. Darinka tudi zelo močna meditacija, veliko izjokanega, počutim se osvobojena. Super, Darinka, hvala. Darinka tudi še muč me je prišel tolažiti. Kako lepo. Ja, mački zelo čutijo energijo, tako da pridejo pomagati in mačke itak zdravijo, tako da super. Mislim, da sem še videl našo Nino, ne, se je zahvala, tudi hvala Nina, tudi tebi, hvala, ker si. Hvala, Nina, za podporo. Ja, dušna sestrica naša. Čau. Ok, takole, zdaj bomo pa še naredili en show, bomo dali, kjero bi dali danes,
kaj prav? Kjer hočemo? Kjer hočemo danes? We are the champions, dajmo, ajde. We are the champions, ker smo res, a ne? Smo pa res. Smo pa res, bom šel iz kadra, sorry, bom malo tlele naredil. Kole. Zdaj lepo, evo ga. Kole. Zdaj pa še, aha, tale pa še, tale še kako je. Kole. Evo ga, zdaj pa gremo, še malo žurka. A smo noter, smo? Aha, sem tlele, me ne vidi takoj. Evo, zdaj imamo še light show, je meni moj oče, ne, pripravil, tako da imamo še light show malo. In zdaj plešemo. We are the champions, my friend. Dve lučke sta pa še ostale, tako da se malo vidimo. Improviziramo, ker je v živo, tako da... To je življenje, dajmo se veseliti. Radostno in igrivo. Ne, le, kaj je zelena, potem zmanjka ozadje, ne? Kaj je zelena barva, ja, itak. Tako da vidite, da je ta green screen v zadju. Ja, lepo je živeti, ko kreiraš iz srca, ko živiš to, kar si in to, kar imaš za živeti. Hvala vam, ker ste, hvala, ker nas res spremljate. Res se trudimo, no, za vas in podporo dajemo in res začutimo to energijo skupaj. Evo ga, gole. Hvaležnost, to je to. Ta nas pelje naprej v novo življenje. Pa dolgo nisem bil mlad, Goran Karan. Dobra. Dolgo nisem bil mlad, Goran Karan. Keep on fighting to the end. Of the world. Boris bi rekel, komaj začenjamo, najboljše še prihaja. To nekako, ne? To nekako, ja. Bomo imeli danes kosilo, ne? Ja. In spet malo energije prišlo. Če nas gledaš, Boris, čau. Je prišlo. Je, ne, ja. Takole. Evo. Hvala, največje gre tebi, hvala Marija. Tole, evo, zdaj pa še Goran Karan, dolgo nisem bil mlad, no, mi smo večno mladi, a ne? Ni važen Emšo, tako da... Očitno ni važen, ne? Plešte, uživajte, pojte, veselite se življenja. V tem telesu smo samo enkrat, okej? Tako da dajmo použiti to. A ne? To tudi na naši šoli za življenje Ananda, pojemo, plešemo, uživamo, se imamo fajn. In ja, tudi na retritu bomo takole plesali, žurali. Tako da, bolj ko smo nori, lažje gremo ven iz matrice, pa iz teh ujetosti tega mentala, okej? Tako da, dovoljte si biti nori, dovoljte si žurati, dovoljte si res živeti sebe, živeti to, kar v resnici smo. A ne? Se strinjaš? Super. Odlično. Takole. Evo, to je to. Tale pesem je zelo taka zanimiva, luštna, no, tako. Tam, da pripadam, dolgo nisem bil mlad. To je dopoje poljubca. Dolgo nisem bil mlad, je bilo razloga. Dolgo nisem bil mlad, si me oživela.
Dolgo nisem pil, ja. Tam, ali še rad pijem. Na, 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 na. Na, 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 na. Tararara. Da vidim, če še kdo kaj napisal, še le hitreje osvežuje. Ame zahvale, hvala vam, hvala. Odlično. Najviše. Saša se zahvaljuje, Rinka. Evo ga, uživajte življenje. Bomo dali še enkrat link tudi, kdor začuti tale retreat. Javite se, prijavite se in se vidimo v Bohinju. Junija bo pa potem tudi še osnovni tetamed seminar 12. Mislim, da bom pogledal, kdaj je. Ste me sprašvali, kdaj bo kaj uživo, 11. 12. junij imamo uživo v Ljubljani, tudi OTM, ta najbolj priljubljen moj seminar, in če bo dost zanimanja, še 2. 3. julij bomo imeli pa NTM, torej napredni tetamed. Najprej pa smo rekli retreat, stik globine srca, da se res povežemo s svojim srcem, da se res začutimo in da se transformiramo, kar je za transformirati. Tako da evo, odlično, uživajte življenje, zdaj se bomo počasi izklopali, bomo dali potem še po tej pesmi Now We Are Free, tako da Gladiator, Now We Are Free, uživajte v tej krasni melodiji, lahko še ostanete malo povezani in itak smo v srcih vedno povezani, ko se pa javimo je pa še to lepša, ne? Se pa še kaj skomunicira, pa še kaj izrazi, tako da hvala Barbara za vse, hvala za vse, kar mi pomagaš, res hvaležen. Ker tudi imam to možnost, da lahko sofriram s tabo srca in hvala. Odlično. Hvala tudi Aleksu, našemu tehniku, ki je danes nam pomagal, raztural. Tako da uživajte življenje in se zagledamo, verjamem, da čim prej. In zdaj smo svobodni. Jaz vedno rečem na seminarjih, now you're dismissed. Lahko pa še malo počakate. Pa uživate v melodiji, hvala res, rad vas imam, hvala, ker ste in moj poklon vsem. Hvala.